Dober dan, to je N1 studio. Poslanska skupina SDS ima od tega tedna 3 poslance manj, namesto 27 odslej 24. Zapustili so jo Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, ki nameravajo ustanoviti novo politično stranko, pri tem pa ne bodo vrnili poslanskih mandatov, kar od njih, glede na podpisano zavezo, pričakuje SDS. Janez Janša pravi, da je nastajanje Logarjeve stranke del skrbno domišljenega scenarija za oslabitev SDS in Svobode. Cilj pa preprečiti nastanek desnosredinske vlade, ki je Slovenija ni imela še nikoli. Kaj je torej v ozadju, kdo vse se bo še pridružil Logarjevi stranki in od kod bo ta dobila denar? V studiu sta Anže Logar in Dejan Kaloh. Z nami bi danes morala biti tudi Eva Irgl, pa se je zaradi bolezni opravičila. Lepo pozdravljena, dobrodošla na N1. Hvala za povabilo. Lep pozdrav. Začela bova pa kar midva, gospod Logar. Ste vi vedeli, da bo policija po naznanilu Tatjane Bobnar, bivše notranje ministrice, kazensko ovadila predsednika vlade Roberta Goloba? Ne, nisem vedel. Da ste vedeli za ovadbo in prav zato pohiteli z izstopom iz SDS in najavo svoje stranke, vam je ta teden očital Janez Janša. Pravi, da je bil scenarij kuharjev iz ozadja že pripravljen, predčasne volitve pa načrtovane čez pol leta, torej aprila 2025. Vi naj bi odigrali enako vlogo kot Virant leta 2011, odžirali naj bi glasove SDS-u, Vladimir Prebilič pa v vlogi Jankovića glasove vladajoči stranki, trdi Janša. Da pa je izstop SDS iz referenduma o JEK2 ta scenarij za zdaj preprečil. Kaj pravite na to? Jaz sem politik mlajše generacije in na nek način ne kupim ali pa nisem pristaš teh teorij zarot, ki se v vsakem aktu ali pa vsaki odločitvi na političnem parketu poskuša ustvariti. Odločitev o izstopu iz stranke, kjer sem bil 25 let, član je zorela dlje časa. Nekako sem dobil občutek, da sem prišel do točke, ko ali vztrajaš na neki poti, ki ti ne nudi več na nek način smeri, ki si jo sam izbral ob začetku. Hkrati pa sem sprejel to tveganje, da grem to svojo pot in ta odločitev je dozorela takrat, ko sem jo potem tudi sporočil javnosti in pač sosledje dogodkov nima nobene povezave. Torej popolno naključje, ampak razčistiva. Se vi res pripravljate na predčasne volitve, kot poudarja Janša, jih pričakujete? Vemo, da jih brez volje predsednika vlade ali poslanske večine pač ne more biti. Kakšen scenarij političnih dogodkov napovedujete, gospod Logar? Rekli ste že, da po volitvah pričakujete precej drugačno sestavo državnega zbora. Kakšno? Kar konkretno povejte, kaj ti pravite, da boste na volitvah ciljali na premierski položaj in politiki cilja tako visoko mora biti sposoben pravilno oceniti, kaj se bo zgodilo. Čez čas pa bomo videli, ali ste imeli prav. Ja, zdaj glede volitev ali pa roka volitev, jaz pričakujem predčasne volitve, ampak nekje v tem času čez eno leto. Zdaj, mogoče z nekim dogodkom, s tem odpoklicom referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne Krško, je vlada tudi navzven začela razpadati pri živem telesu. Skratka, pokazalo se je, da predsednik vlade nima več usklajene koalicije in da dva koalicijska partnerja pač ne sledita več njegovim usmeritvam, sta vstopila na drugo stran in s tem na nek način povzročila novo ero, ki bo pomenila bistveno več tudi javnega nasprotovanja med samimi koalicijskimi partnerji. To je na eni strani, to je na politični strani. Na drugi strani ima pa predsednik vlade zdaj naslednji problem. On je od te policijske ovadbe, tega suma kaznivih dejanj, človek, ki je v postopkih, ima dva koalicijska partnerja, ki sta v preteklosti nenehno opozarjali na to, kako pomembno je, da politiki na najvišjih funkcijah niso v kazenskih postopkih, kaj šele, da bi bili ovadeni oziroma da bi bili obdolženci. In zdaj v eni fazi bo to koalicija, kjer bo morda predsednik vlade ravno takšna oseba in tudi dve koalicijski partnerici, če boste vztrajali z svojimi stališči, ki ste jih predstavljali predhodno, verjetno pomeni, da ne boste mogli sodelovati v taki koaliciji. In to neminovno prinaša nemir v koalicijske vrste, predvsem pa v poslansko skupino največje
koalicijske stranke in jaz mislim, da bomo v naslednjem letu videli kar nekaj teh turbulenc. Zdaj seveda odvisno od tožilstva, ali bo vložilo obtožni predlog, obtožnico, ampak a vi mislite, da bi moral predsednik vlade že zaradi same te kazenske ovadbe policije odstopiti z položaja? Zdaj, predsednik vlade spreminja svoje stališča. Pred 2 letoma je govoril, da prihaja prevzeti krmilo te države zato, da vlada ne bo več vladala z odloki. Vlada z odloki. Na zdravstvenem področju, recimo, sem eno teh primerov. Potem je govoril o tem, da bo vrnil pravno državo in da bo spoštoval vlogo ustavnega sodišča. Vloga ustavnega sodišča ni spoštoval niti pri plačah ustavnih sodnikov, niti pri zakonskih predlogih, ki jih je dajal in jih je potem ustavno sodišče kar nekaj zavrnilo oziroma del teh zakonov. In recimo govori o tem, da je nesprejemljivo, da je predsednik vlade v kakršnemkoli postopku, zdaj samo v postopku. Govori o tem, da je nesprejemljivo, nabave orožja, sam nakupuje Patrie. Skratka, polno teh stvari, ki jih je predhodno postavljal kot antipod, sam postaja zdaj glavni nosilec tega in postaja to, zoper kar se je boril. Še to mi povejte, kakšno torej zdaj, rekli ste, da pričakujete drugačno sestavo Državnega zbora po naslednjih volitvah. Kakšno vidite? No, kar nekaj nove konkurence bo na političnem prizorišču. Jaz mislim, da bo imeli volivke in volivci bistveno več možnosti izbire in mislim, da se bojo karte precej na novo pomešale, tako da bo možno več kombinacij, kot jih imamo samo trenutno, mislim, da s temi 4 strankami oziroma 5 strankami. Gospod Kaloh, kako pa vi vidite ta zapis predsednika SDS, v katerem pravi, da je nastajanje vaše nove stranke del skrbno premišljenega scenarija? Zdaj, jaz sem se seveda prebral to mnenje prvaka SDS. Seveda mislim, da je neke zaključke preuranjeno dajati, zlasti v napovedi, kdaj bodo naslednje parlamentarne volitve. Jaz tudi mislim, tako kot spoštovani kolega Logar, da se to kvečjemu zna zgoditi, se pravi ob letu obsorej, naslednjo jesen, definitivno ne na pomlad. In škarje in platno v rokah ima zato seveda na nek način koalicija, po drugi strani pa tudi tožilstvo. Zdaj, pri tej oceni, dajmo še najprej povezati nekaj nepovezanih koncev skupaj. Tatjana Bobnar je primera obtožila. Na podlagi te obtožbe je policija premiera kazensko ovadila, se pravi zdaj na potezi Blanka Žgajner in ona ima, še bi dodal temu, kaj ste rekli, ali neposredni obtožni predlog ali zavržene ovadbe in ne pozabimo še seveda na sodno preiskavo. Tukaj se bo gospa tožilka odločila in jaz mislim, da razen seveda neposredne zavržene ovadbe ima premier zelo, zelo resen problem. To ni tako, kot da greste nekam, zdaj bom parafraziral, v štacuno po kilo kruha, kot enkrat policija ovadi kazensko premiera neke države, to zelo, zelo resna in po moje ceni 10-krat večjo težo ima takšna ovadba, kot pa če bi premiera ovadil kdorkoli drug. Pa ste enako ocenjevali tudi v primerih, ko je šlo za recimo gospoda Janšo? Zdaj, ocenjeval postopkov zoper gospoda Janšo zdaj na tem mestu ne bi. Jaz mislim, da se on vedno potem po vsaki obravnavi postavi pred kamere, vse sam pove, tako da mislim, da ni zdaj te potrebe, da bi zdaj tukaj ocenjeval gospoda Janšo in njegove sodne postopke. Gospod Logar, če bi še pred volitvami prišlo do padca ali odstopa aktualnega premiera, kar nekako napovedujete, a ne? V parlamentu pa bi se skušala brez volitev oblikovati nova koalicija, a bi se vi že pogajali o vstopu v takšno vlado ali pa bi se vam zdelo prav, da greste kot nova stranka se najprej izmeriti na volitve? Seveda taka vlada ne bi imela ustreznega mandata. Tudi čas za takšno akcijo ali pa takšen manever je, mislim, da samo do konca leta, torej če bo predsednik vlade odstopil do konca leta, pol hipotetično lahko pričakujemo, da bo nova figura dejala za leto in pol prevzemam krmilo te države, ker imamo te in one reforme pred seboj. To bi bilo v bistvu na nek način naplahtanje volivcev. Volivci so zaupali odgovornost gospodu Golobu, gospod Golob jih je razočaral. Zdaj, če ne zmore koordinirati sicer najmočnejše koalicije, kakor je na začetku izpadla ali pa se je zdela, in če ta koalicija nima več reformnega potenciala in če imajo notranja trenja tudi zaradi postopkov, ki se vodijo zoper njega, mislim, da je edino pošteno, da pač pove svojim partnerjem in tudi svojim
političnim somišljenikom, da je treba iti na nove volitve. In lepota demokracije je ravno to, da se karte na novo premešajo, da lahko nastane neka nova ponudba in da potem se volivke in volivci ponovno odločijo. In vi boste šli najprej na volitve, šele potem pa se pogovarjali o sestavljanju nove vlade. Tako je. Jaz sem razumel. Ampak, glejte, gospod Logar, tisti, ki vam že tako ne verjamejo, da vaša stranka ne nastaja v dogovoru z Janezom Janšo, pa bi lahko ta omenjeni Janšov zapis razumeli tudi tako, da predsednik SDS preprečuje odtekanje volivcev njegove stranke k vam, obenem pa vas potiska po glasove proti levi sredini s ciljem, da skupaj poberete čim več, na to pa vi kot Janšov satelit omogočite vrnitev Janše na oblast. Kaj pa pravite na to? Jaz sem že na začetku rekel, da sem politik mlajše generacije. To vrstne teorije zarod dvakratnih obračanj in prepečenj so meni tuje. Na koncu koncev, če bi to držalo, jaz sem 25-letni član, če se bi to držalo, bi pomenilo, da sem jaz 25-letni speči agent globoke države. Pa nisem. Sem nekdo, ki razmišlja svojo glavo, ki je tudi v preteklosti znal povedati, če se s čem ni strinjal in ki je prišel do neke točke, ko je spoznal, da tudi zaradi predsedniških volitev je možna drugačna pot, ki jo od takrat naprej tudi zastopam in s katero nameravam iti na naslednje državnozborske volitve. Volivci bodo pa tisti, ki se bodo odločili. Razumem, da je po 25 letih članstva pri marsikomu nek dvom, ampak ravno zato ustanavljamo stranko sedaj, da bo še leto dni časa, kjer bodo ljudje lahko videli, na kakšen način sem si zamislil pač to politiko politične širine in hkrati dejstvo, da te na levi imenujejo kot satelit nekoga na desni pa te imenujejo kot novi obraz Murgel, lahko kaže, da v bistvu obe strani v umanjkanju argumentov se začneta zatekati k temu etiketiranju. Ja, ampak če vam ne bo uspelo prepričati volivcev, da niste satelit SDS-a, se bo to prepričanje le še bolj utrdilo. Gospod Kaloh, kaj boste pa vi rekli ljudem, ko vas bodo to vprašali? Jaz s tem nimam dobenih težav. Jaz sem po 18 letih izstopil iz članstva Slovenske demokratske stranke. Zdaj sem kleni pomladnik, kot rad rečem. Moje vrednote in pa samo lojalnost ni bilo potrebno nikoli preizpraševati. Pride pa trenutek na politični poti, ko se pač odločiš, da so neki novi obzivi, nova obzorja pred tabo, če želite, da se tako izrazim, in potem gre smelo naprej. Mislim pa, tako kot je dr. Logar povedal, da pa Slovenija res rabi politični tretji steber, to stranko politične širine, ki bo presegla čez ta dva pola, poenotila politične sile v državi, ki seveda dobro mislijo za Slovenijo in potem dejansko z oblikovanjem, jaz verjamem, da bo nova stranka tista sila, ki bo potem oblikovala novo uspešno reformno vlado in tukaj jaz mislim, da je vredno in celo nujno sodelovati kot politiku. Ste pa, gospod Kaloh, prav v tem tednu rekli, da vabila v Logarjevo stranko v bistvu sploh še niste dobili. Zdaj ste ga že prejeli? Glejte, koliko jaz spremljam medije, ustanovnega kongresa še ni bilo, tako da, ko bo se nekako javno obelodanilo, da bo ta ustanovni kongres, seveda se ga mislim udeležiti. In se včlaniti, ne? In se seveda včlaniti. Sej, če gremo po redu sledu, da najprej se seveda včlaniš v novo politično stranko, potem pa šele sledijo naslednji koraki, kot so ustanovljene nove poslanske skupine, kreiranje lokalnih odborov na terenu, tako da gremo po vrsti, kot rečeno, pa seveda z veseljem bom pristopil k temu novemu političnemu podjemu. In zdaj smo točno na tej točki. Torej, gospod Logar, kdaj boste zdaj ustanovili svojo novo stranko? Lahko to na tem mestu že jasno poveste, kako se bo imenovala in kdaj boste potem v parlamentu ustanovili poslansko skupino? Ustanovni kongres stranke bo 16. novembra v soboto v Mariboru. Stranka se bo poimenovala tako, kot ste vi pronicljivo že spraševali na novinarski konferenci ob mojem odstopu. Skratka, ime stranke bodo Demokrati. Demokrati z veliko, torej. Demokrati z veliko. Zakaj ste se odločili za to ime? Ker na nek način poudarja to, kar želimo z to politično potjo predstaviti. Torej, politično širino, ki posluša, ki je jasno, katere reforme mora narediti
in ki je zainteresirana ali pa katere primarna naloga je, da poišče soglasje za te reforme. Slovenija je prišla do neke stopnje ali pa do neke prelomne točke, kjer lahko aktualno politično delovanje nadaljujemo še naslednjih 10 let, pa bo to pomenilo samo dodatno zaostajanje za tistimi državami, ki se pospešeno razvijajo naprej, ali pa da si nalijemo čistega vina in da rečemo, imamo eno državo, vsi jo imamo radi, želimo nekaj narediti, zato vemo, kje so naše šibke točke na področju zdravja, na področju boja proti korupciji, na področju gospodarskega okolja, na področju digitalizacije sodobne družbe. In o teh stvareh se moramo poenotiti in temu ustrezno oblikovati neko programsko koalicijo. In to je v bistvu samobitnost teh demokratov, kakor jih jaz razumem v neki teoriji političnega sistema. Tudi Janez Janša je v bistvu že vnaprej napovedal, oziroma je vedel, da se bo stranka tako imenovala v tem zapisu iz tega tedna. Jaz se pravim, da je verjetno sledil vašemu vprašanju. Aha. Gospod Kaloh, kaj se zdaj dogaja na terenu? Postavljate infrastrukturo stranke, novačite ljudi, koga vi nagovarjate na terenu in odkot so v bistvu ti ljudje? Jaz sem bil, moram reči, pa naj ne zveni kot samohvala, zelo priljubljen v mojem domačem mariborskem okolju. Ampak na volitvah za župana ste pa 4% dobili. Ja, res je, seveda. Zdaj, kdo gre kandidirati nekako z etiketo SDS v siceršnjem rdečem Mariboru, po mojem ne bi kaj boljšega rezultata dobil kot jaz, ampak sem pa okrepil svetniško skupino v mestnem svetu mestne občine Maribor. Tam smo se seveda dvignili, tudi po zaslugi tega, ker sem jaz bil županski kandidat, ampak da se vrnem na svojo izvorno misel, zelo so me ljudje podpirali ves ta čas. Kaj pa zdaj delate na terenu, to sem vas vprašal. Takoj pridem do tega. Ker so me pač ocenjevali kot kompetentnega, tudi, da rečem, kot Štajerec srčnega politika, ki mu je bilo mar za probleme ljudi. Sedaj na terenu, da bi zdaj sam v tem obdobju, ko še ni stranke, aktivno nagovarjal ljudi, bi bilo malo čudno, da rečem. Ko pa bo stranka ustanovljena, pa seveda jaz verjamem tudi, da tisti, s katerimi smo bili v neki simbiozi politični, da bojo pa tudi verjetno se potem odločili nadaljevati z mano, že pol kot članom nove stranke. Svetniška skupina v Ljubljani zdaj že bo, ta teden sta izstopila tako gospod Horvat kot tudi gospod Vede, torej pomeni 2 člana in to bo, čeprav razumemo, gospod Logar, lahko potrdite, svetniška skupina vaše stranke v ljubljanskem mestnem svetu. No, najprej mora biti ustanovljena stranka. Tako, da. Po ustanovitvi stranke se bo ustanovila poslanska skupina v državnem zboru in potem tam, glede na članstvo, kjer bo možno ustanoviti svetniške skupine, seveda tudi svetniške skupine. Ampak za zdaj so se vam, za stranko govorimo, pridružili samo člani SDS. A ker poudarjate sodelovanje in širino, je pričakovati, da boste v poslansko skupino in stranko uspeli pritegniti tudi imena z levo-sredinskega pola. Del javnosti bo tudi potem presojal, ali ste satelit SDS ali ne, ob tem pa najbrž tudi vaša osebno politično spretnost, gospod Logar. Zato nam konkretno povejte, kdo iz levo-sredinskih strank se vam bo pridružil, s kom se pogovarjati in ali ste s kom z levo-sredinskega pola že dogovorjeni? Zdaj, kdo bo realno ali pa kdo bo resnično vstopil v stranko, je to stvar vsakega posameznika in bo tudi vidno na kongresu. Mislim, da ni korektno predhodno prejudicirati. Kdo bi, pogovarjam se z tistimi, ki so aktivni v platformi sodelovanja, odgovarjam tudi na neposredna vprašanja posameznikov, ki pišejo preko socialnih omrežij. Tako da mi smo stranka v nastajanju. Mi smo odprti in mogoče uporabim jaz vsako priložnost, da ljudi, ki imajo v interesu, ne glede na njihov svetovni nazor, da v Sloveniji skupaj stopimo pa nekaj naredijo, da se pridružijo te politični sili in na ta način pomagajo, da ta ideja o sodelovanju v politični širini tudi v slovenskem političnem prostoru dobi močno domovinsko pravico. Drži, da ste v svoje vrste povabili tudi Janija Prednika, vodjo poslanske skupine SD, ki pa je vašo ponudbo zavrnil? Ne, ne drži. Ne drži. Torej, niste ga povabili? Ne drži. Jaz moram še to povedati, da do izstopa iz stranke nisem nagovarjal nikogar. Iz enega preprostega razloga, sem bil le 25 let član te stranke in mi ni higienično, da bi medtem, ko sem član te stranke, nagovarjal za neko drugo stranko. Dnevom izstopa pa sem se začel pogovarjati s posamezniki, da. S Prednikom potem sploh nista govorila o tem? Ne.
Gospod Kaloh, ko je iz SDS izstopil Anže Logar, se je Janez Janša na njegov izstop odzval z odgovorom. Ko je potem izstopila še Eva Irgl, se je Janša odzval še močneje z daljšim pismom, ki ga je celo poslal celotnemu članstvu stranke. Ko ste izstopili vi, pa ni niti tvitnil. Kako si to razlagate? Dobro vprašanje. Jaz sem se tudi na nek način zdaj nasmejal. Zdaj imamo dve opciji. Ali me gospod Janša smantra za nerelevantnega politika, zdaj se pravi bivšega poslanca SDS-a, ali pa mogoče po drugi strani pa vseeno da nekaj tudi, govorim zdaj zgolj za najino medosebno razmerje med gospodom Janšom pa med mano, tudi imamo dolgoletno kilometrino, tudi da rečem mogoče nekšnih globih odnosa odprej, ni bila samo politika, bila so tudi neke obče človeške odnosi in mislim, da je to pol nekako vsaj pri meni ostal na tem džentelmenskem nivoju, pa resnici na ljubo tudi nisem pričakoval, da se bo zdaj ekstra obračal s kakšnim pismom osebno na mene. Ali pa še tretja možnost, če smo v teorijah zarote, da je satelit znotraj satelita. A ste bili potem užaljeni, ker se sploh ni odzval gospod Kaloh? Ne. Kot politik je že dejansko 20 let nekako kohabitiram z stranko, 18 let kot član, prej neke 2-3 leta podlage tudi, kot simpatizer, nisem užaljen, pa tudi mislim, da užaljenost se ne pretiče resnim kredibilnim politikom, tako da ne. Gospod Logar, zlasti kot predsednika preiskovalne komisije o zlorabah v slovenskem bančnem sistemu smo si vas zapomnili kot politika, ki mu je transparentnost ena najpomembnejših vrednot. Je ta vtis točen? Ja, je. Če je transparentnost za vas vrednota, nam potem razkrite 10 največjih donatorjev platforme sodelovanja, kdo so in koliko denarja so dali. Na spletni strani platforme namreč poziv k zbiranju donacij. Po naših informacijah pa nekateri ljudje v vašem imenu agresivno in zelo na široko nagovarjajo podjetja k donacijam. Kdo vas torej finančno podpira? Koliko donacij ste doslej izbrali in kdo so kurirji, ki v vašem imenu novačijo denar? Zdaj, če se kdo izdaja za kurirja, potem se to izdaja po lastnem premisleku oziroma po lastnem namenu, ne zato, ker bi kakorkoli jaz želel. Zdaj, mi smo finančno relativno omejenem obsegu, sredstva platforme so približno v višini 20 000 evrov, s tem lahko normalno funkcioniramo. Morate pa tudi razumeti, da tisti, ki podpirajo to vrstne aktivnosti, ne želijo, da se jih imena razkrijejo, lahko pa povem, da smo dali prvi zagonski kapital člani platforme in tudi podjetja, ki so v lasti teh članov. Tako da za začetek je bilo to, drži pa ne, da mi kakorkoli na nek način lovimo sredstva na ta način. Mislim, da tudi nimamo vzvoda za to. Gospod Kaloh, če govorimo o drugačni politiki, ki naj bi jo vi predstavljali, bi se vam zdelo prav, da javnost ve, kdo financira te aktivnosti, sploh zdaj, ko ste napovedali stranko? Zdaj, uvodoma na to vprašanje, jaz mislim, da dr. Logar je vedno svojel kot transparenten politik. Ko bo potem, vi veste, da po zakonodaji, da fizične osebe lahko donirajo do 1900 evrov na letni ravni, pravne osebe ne smejo donirati, tako da tukaj nekega komentara na to nadaljnega nimam. Jaz verjamem, da tako kot, lahko že rečem, je dr. Logar začel, da bomo tudi čez politični proces, potem ko bomo šli na volitve, to transparentnost vedno imeli v osnovi v svojega delovanja. Gospod Logar, nekateri gospodarstveniki namreč mislijo, da se bo del njihovih donacij za platformo prelil v vašo stranko in za njeno delovanje. Zato gre, a ne? Gospodarstveniki vedno vedo, kaj kupujejo, javnost pa ne ve, kaj konkretno jim vi prodajate. Ob tem pa ciljate na visok položaj v državni politiki, a ne? Zato je vprašanje financiranja vaše stranke eno pomembnejših vprašanj, se vam ne zdi? Ja, drži, se strinjam, ampak te dva sistema sta ločena, saj na koncu koncev nevladna organizacija ali pa društvo in stranka sta dve entiteti, pri katerih je prepovedano kakorkoli mešati sredstva oziroma financirati tako imenovano obvodno financirane politične stranke. Mi, ko bomo nastali poslanska skupina, bomo z dnem nastanka poslanske skupine upravičeni do sredstev, ki pripadajo v tem trenutku poslancu. In ko nastane stranka, v bistvu nastane pravni naslov, kamor se potem ta sredstva stekajo. To bodo zagonska sredstva za delovanje stranke. Bo pa, jaz
upam, no, ali pa verjamem, da bo ključni del finančnega zaledja te stranke male donacije tistih, ki želijo v Sloveniji, da se na političnem področju nekaj spremeni. In glede na odzive, ki jih imam na terenu, pa glede na odzive, ki jih imam strani posameznikov preko socialnih omrežij, jaz mislim, da je potreba potem in da bodo ljudje razumeli, da stranka v nastajanju pač potrebuje tudi finančno podporo, da lahko funkcionira. Kakšno podporo gospodarstva pa mislite, da si sploh lahko obetate? Gospod Kaloh, predsednik SBC Joc Pečečnik je za N1 namreč dejal, da v vaši bodoči stranki ne vidi nobene posebne alternative. Zdaj, podjetniki imajo takšna in drugačna mnenja, tudi za Novo Slovenijo se je govorilo, da je to stranka gospodarstvenikov, ampak jaz mislim, da vsak kredibilen podjetnik, zlasti ko bo videl naš program na področju gospodarstva, bo mogoče imel kakšne druge javne izjave, tako da jaz mislim, da bo program, ki bo potem prezentiran, zajel prav vse in bomo postavili gospodarstvo tudi v središče našega političnega delovanja, ker to je tista podstat, da pol vsi drugi družbeni sistemi tudi zgledno funkcionirajo. Središče vašega političnega delovanja bo gospodarstvo, gospod Logar? Središče našega političnega delovanja bodo ljudje, skratka, oblikovanje nekega okolja, kjer bo prijetno živeti. Vsi pa se moramo zavedati, da delujoče gospodarstvo je tisto, kar generira sredstva, da deluje socialna država, da deluje zdravje, zdravstveni sistem, da imamo učinkovit šolski sistem in da lahko vlagamo ustrezna sredstva v znanje in razvoj, zato da krepimo naše kvalitete v konkurenčnem boju z drugimi državami. Zdaj, tako Matej Tonin kot Janez Janša govorita o realnih možnostih za nastanek desno-sredinske koalicije po naslednjih volitvah, si jo pa predstavljata drugače, saj je pač NSI odločila, da Janše kot predsednika vlade ne bo več podprla. Hkrati pa je na desno-sredinskem polu zdaj že kar nekaj političnih iniciativ. Poleg vaše prihaja še stranka Marka Lotriča, tukaj so še SLS, Peter Gregorčič, Pavel Rupar in tako naprej. Slovenija izključno desno-sredinske koalicije in vlade ni imela še nikoli. Ampak vi tudi ne želite, da jo dobi. Zakaj ne, gospod Logar? Jaz vedno zagovarjam politično širino zaradi časa, v katerem živimo, v katerem smo se znašli, ko bo potrebno sprejeti reforme z široko podporo. Prihajam iz javne tribune o stanju v zdravstvu, Organizacije gospodarskega kroga in EMČEMA, kjer so zdravniki jasno povedali, kako trmoglavljanje slabega zakona, kakšno škodo prinaša zdravstvenemu sistemu in kako ni nobenega dialoga ne med političnimi akterji, ne med deležniki, ki bi vplivali na pripravo te reforme. Temu se moramo izogniti. In temu se lahko izognemo, če pokrijemo čim širši del, zato tudi zagovarjam politično širino, čim širši del političnega dela, glede na levo vlado, ki jo imamo trenutno, kjer se je predsednik vlade, čeprav prihaja iz domnevno sredinske stranke, popolnoma naslonil na agendo stranke Levica, pa zagotovo v naslednji vladi bo potrebno kar nekaj ukrepov iz toolboxa oziroma iz orodjarne desno-sredinskih strank, že zato, da bomo v bistvu postavili trdne temelje za nadaljnji razvoj Slovenije. Gospod Kaloh, ko gre za nekatere teme, da nima odnos do polpretekle zgodovine, človekove pravice, migracije, odnos do javnega in zasebnega in podobno, imata levosredinski in desnosredinski politični pol lahko tudi diametralno nasprotna stališča. Kako si predstavljate uspešno veliko koalicijo, o kateri govorite, ko pa je pri nekaterih temah lahko konflikt že v bistvu ugrajen, že v temelje takšne koalicije? Točno to. Jaz mislim, da je osnovna ideja stranke politične širine ravno, da presežemo to neproduktivno deljenje na temah, ki so sicer seveda zelo pomembne za naše državljane, po drugi strani pa razpirajo te bregove še dodatno. Tako da tukaj, jaz mislim, če bo, glede na to, da je podstat politike seveda sodelovanje in če bo v naslednji koaliciji dovolj modrih glav, ki znajo preseči te resnici na ljubo, gre dokaj za ideološke teme, ko ste menili polpreteklo
zgodovino. Naši otroci, ki so zdaj najstniki, ne vem, rečemo 12 do 16, jih to ne zanima, zanima pa jih svetla prihodnost in mislim, da ravno ta forma stranke politične širine, se pravi podjema tretjega političnega stebra, je tista, ki bo tudi zagotovila perspektivo za naše mlade. Ampak te velike razlike v pogledih sicer ne bojo izginile. Ja, če smem, bivši predsednik republike je razumel to in je premikal se po korakih, ki jih je splošna klima dopuščala in je naredil napredek tam, kjer ga je lahko. Nam nič ne koristi, če v bistvu zato, ker se v recimo teh temah ne strinjamo, potem zaradi tega ne delamo reforme, kjer se pa strinjamo. Hkrati se pa zavedamo, da bomo v naši narodni zavesti morali narediti to, ampak bomo lažje naredili potem, ko bomo enkrat tudi v politični prostor pripeljali sodelovanje kot neko normalno obliko političnega delovanja. Ja, sej, v bistvu ves čas poudarjate potrebo po sodelovanju slovenske politike, obenem ste pa tudi sami precej izključujoči. Poleg desnosredinske vlade ste vnaprej izključili tudi sodelovanje z Levico in z Robertom Golobom oziroma Svobodo. Ne, z Robertom Golobom nisem izločil nobene sodelovanje. Zdaj vam bom citiral nekaj, kar ste rekli v tedenskem safariju. Torej, vprašanje voditeljev je bilo, zmagate na volitvah in vaš prvi klic bo na nasprotni pol. Tam je največja stranka še vedno Svoboda, njen predsednik pa Robert Golob. Si predstavljate po vseh zgodah in nezgodah zadnjih 2 let, da bi sodelovali v vladi z njim ali pa to že vnaprej izključujete? Vaš odgovor je bil, citiram, vnaprej izključujem. Torej, ne izključujem, zagotovo sem to dejal. Rekli ste, vnaprej izključujem in ste nasmejali. Ne, zagotovo, vnaprej ne izključujem. Vnaprej ne izključujem, tako, ne izključujem, zagotovo, da ne. Ampak sem videl, da so vsi, ki so ta pogovor gledali, to razumeli točno tako. To zaradi objave, ki jo je potem gospod Majer objavljal v zvezi z političnimi dogajanji, v zvezi z obtožnico in to naprej, ampak zagotovo ne izključujem. Če greva k sodelovanju tudi z novimi obrazi, ali vi računate, da bo nov obraz leve sredine Vladimir Prebilič, s katerim ste se tudi že osebno pogovarjali, on pa ni izključil morebitnega sodelovanja z vami? Jaz sem se z gospodom Prebiličem večkrat pogovarjal, ga spoštujem kot sokandidata na predsedniški tekmi, to je na nek način kar neka odgovornost, ki jo sprejmeš. Jaz lahko z njim dobro sodelujem in mu ne želim spet pisati teorij iz ozadja, kako ga namerava kdorkoli inštalirati v Slovenijo za to, da vzame te ali one volivce. Jaz mislim, da je on človek, ki se bo sam odločil, po kateri poti bo šel, trenutno evropski poslanec, verjetno bo to vzel v zakup, čemur se odpoveduje, če se bo odločil za to pot, ampak če se bo odločil potem za to pot, treba v bistvu še dodatno ceniti, ker je na nek način sprejel neko odločitev, ki jo verjetno marsikdo ne bi. Kaj pa Tatjana Bobnar, ki ste jo merili v vaši raziskavi javnega mnenja, oziroma tisti, ki ste jo vi naročili, ste se pogovarjali tudi z njo, računate, da se bo politično angažirala, čeprav je za NN dejala, da o tem ne razmišlja? Ne, z njo se nisem pogovarjal. Pa računate, da bo ne vem, to je stvar posameznika. Jaz za druge ne morem odgovarjati. Jaz sem pač sam se odločil, da grem na novo politično pot, s tem prevzel so odgovornost. Kaj bojo pa drugi naredili, pa ne želim, da to postane nekakšna ovira pri moji poti oziroma pri moji odločitvi. Pač želim se suvereno odločiti in iti naprej po tej poti, ne glede na to, kaj bodo drugi subjekti ali pa politične entitete naredile. Sprašujem zato, ker ste pred sami prerekli, da bo pač ta ponudba ja, bo, zagotovo, se že zdaj napovedujejo 3 stranke. Za konec nam povejte, prosim, samo še to, ali boste v pogoju, da bi naslednja vlada segla čez levo-desno ločnico, šli v vlado tudi, če bi jo vodil Janez Janša, ali pa bi raje videli, da se naslednja vlada sestavi tako, da v njej ni Goloba, pa tudi Janše ne? Ne, mi ne izključujemo. Edini pogoj, kot sem dejal, je, da 2 največja igralca prideta skupaj in se pojedinta, torej, da imata skupno stališče, da bomo Slovenijo v naslednjem mandatu družno peljali skozi reformni proces, brez nepotrebne politične, leve, desne demagogije v smeri, ki ponudi rešitve za probleme, ki jih imamo. Bomo videli po naslednjih volitvah, ali in koliko bo to realno. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Dejan Kaloh, gospod Anže Logar, najlepša hvala, da ste prišla na NN. Hvala za vabilo. Hvala lepa.
Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse naše pretekle oddaje, pa seveda tudi podcaste Suzano Lovec najdete na naši spletni strani nnainfo.si, tudi na YouTubu in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Iz studia pa le še lepo zdrav in nasvidenje.